Energetski viri prihodnosti. Del naše ekipe so dijakinje tekstila, ki veliko rišejo. Od tam ideja o posebnem pisalu, ki med pisanjem proizvaja električno energijo, ta pa se shrani v polnilno baterijo in uporabi, na primer za polnjenje telefona ali kot lučka. Ker naj bi bila prihodnost v električnih vozilih, smo razmišljali o izrabi energije v prometu. Na cestišče 500 metrov pred električno polnilnico bi bil nameščen material, ki bi poskrbel, da se zaradi vožnje vozila po njem posredno proizvaja električna energija. Ta energija bi se uporabila za polnjenje vozil, višek proizvedene energije pa bi se sprostilo v javno električno omrežje. Na cestah je ogromno tovornih vozil. Večina ni električnih in glede na veliko površino tovornega vozila bi bile lahko na strehi tovornjaka nameščene turbine. Med vožnjo električnega tovornjaka bi se z vrtenjem turbin na strehi posredno preko mehanske energije ustvarjala električna energija, ki jo koristi tovornjak za vožnjo. Tako tovorno vozilo ne bi izgubljalo časa s prepogostim polnjenjem baterij, ampak bi se vozilo priklopilo na polnilnico med zakonsko obveznimi postanki za voznikov počitek. Ker vemo, da je javno električno omrežje vedno bolj obremenjeno, imamo idejo, da bi na primer v hotelih ali večstanovanjskih hišah vsi ljudje uporabljali posebne copate, ki bi se med hojo po posebni podlagi proizvajala električna energija. Proizvedena energija bi napajala električne porabnike v objektu. Velika okoljska problematika so tudi plini iz iztrebkov, predvsem v kmetijstvu. Iztrebki se sicer uporabljajo kot gnojilo, vendar preden se jih uporabi za gnojilo, pa bi se lahko zajel njihov plin, ki bi se s pretvorbo v električno energijo ponovno lahko uporabil kot napajanje električnih porabnikov na kmetiji ali farmi. Z zvokom se srečujemo vse povsod. Pri tej ideji vzpostavljamo glasen zvok, ki lahko predstavlja hrup, na primer na koncertih, športnih prireditvah ali gradbiščih. Na skici je prikazano, da bi bili nameščeni elementi za zajem zvočnega valovanja, to bi se pretvorilo v električno energijo. Shranjena energija pa bi se lahko ponovno uporabila za napajanje električnih porabnikov oziroma naprav, kot so luči, zvočniki ali grelci. Pri snovanju idej smo pregledali, kakšne so smernice za prihodnost, zapevanje, avtomobilski industriji in skrb za okolje, ter se poglobili v vsak dan vsakega izmed nas. Hvala za vašo pozornost.